Ja, se mi doja, mislim, da kar res na storih se res nekaj ne šparava. No. Tako, tudi sploh, ko sva šla v Jordanijo, sva prvo noč spala v takem hotelu. Mislim, to je bilo res neumen, se ti zdi, priješ ob 11. zvečer, zakaj bi zdaj mi dva dajala 100 evrov, 200 evrov za hotel, če imam tle enega za 30, sicer pol, ko sva prišla, no, to je bilo komedija, ne, res sploh mize, ko so nam prinesli zajtrk, brez mize, v glavnem, to cemava pod highlights. Tak, homemade. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Danes sta z mano Katarina in Marko, spletna vplivneža in pa spremlja ju sedaj danes že več kot 70,000 sledilcev. 75? 75. Katarina in Marko, lepo pozdravljena ob skodelici kave. Živijo. Živijo. Jutranje. Ja? Ja, jaz sem prav vesel tele skodelice kave. Potem ne bomo razkrili, koliko je ura za jutranja. Veš kaj, še tak vreme je v najn zagovor, da res ima človek občutek, da v bistvu je cel dan zaspano jutro. Ja, to se pa strinjam. Mi da se včeraj ob 11. prišla spoti, tako da ja, v najni zagovor, izgovor. Ja, najn tempo življenja je mogoče malo res drugačen. Tako res, Marko je še, ne vem, ob 8. zvečer 9. prenesel še eno celo paleto ploščic v hišo, so se usedla v avto in prišla v Ljubljano in ja. Ja, tako da danes zjutraj sem se tako vstal, prst po prst, res, ampak ja, dober je, trening, progresivni fitness, bomo rekli. 10 ton ploščic je bilo, koliko Dobar, imel sem nekaj pomoči. Noter, v hišo ročno, tako da ja, imel je malo pomoči, ampak ne veliko. Čeprav, ko sem šel računati na fitnessu, tudi kad dviguješ, ti se kar nabere, tako da nič ne bomo jamrali. Ja, zdaj smo čisto zašli, ampak Vidim, da imate kar pestro. Me pa vseeno zanima, ali se vam je danes že kaj lepega zgodilo. danes res ni bil najboljši dan, tak malo hektičen je bil. Ampak zihar se kaj lepega. Ja, lepega se je zgodilo, kaj no, te povej. Ja, mene je zbudil grizli, ki mi je Katarina prinesla v posla, tako da se mi je, ko sem odprl oči, tako le pojavila una njegova kosmata glava in to je takoj nekaj lepega. Ja, to je res. Grizli te takoj spravo boljšo voljo, no. Tako da res, jaz mislim, da... To je najin kuža, ki si ga že spoznala. A ja. Pa povemo, da gre za zelo majhnega kužka, ker ko slišiš ime grizli, si misliš, nek grizli. Ja, gre za majhnega belega pomeranca. Z velikim grizli srcem. Ja, in karakterjem. To ste vas zelo lepo povedala. Ja. Pa povedala ste mi že, da doma nista imela mleka, zato tale kavni trenutek je kar pri nas v studiu danes. Ja, mislim... Mi dva sva tako malo na obrobju Ljubljane, ne, in dejansko moraš imeti stvari kar nekako doma, pa tudi ponavadi imava na zalogi, imava ful mleka ponavadi. Če ne imava bližnjega kmeta, no, sam tisti mlek moraš prekuhati, pa potem ga dati v mleko, pa tudi malo drugačnega okusa, ne, in pol ni kava čist taka, kakor se ti jo zamisli. Ampak je ful dober občutek, da greš lahko zjutraj tako peš do kmeta, dobiš sveže mleko, sveža jajca. Tako da to je bil moj drugi lep trenutek danes. Ja, Katarina, tvojega še čakamo. Ja, mislim, se pravi, jaz sem danes tako stala ob 8, sem bila, danes sem pa zgodnja, zdaj imam čas zase, Marko še spi, a ne, in pol sem doživela ta šok, a ne, ker sem pozabila, da bi mogla biti že pri mizarju, ne, še dobro, da je zelo blizu. Tako da je Zdaj spet je pregovor, ko rano rani. Rano dan za J. Ampak ne, sej v bistvu, lej. Evo, super trenutek je tale kava, zdaj, No, lepo, že to mi je polepšalo. Tako da moj nasvet je spite, dokler lahko. Ja. To, Marko se tega kar drži. Ja. Kaj, gradita hišo? Povejte malo več, zdaj govorimo o ploščicah, ampak mogoče kdo ne ve, da sta ravno v tej fazi. Ja, smo sred gradnje hiše, v bistvu ta gradnja zdaj poteka 1 leto, glih, evo zdaj mislim, da je 1 leto. Plan je bil, da v bistvu gradimo prvo hišo na Hrvaškem, v Istri, v bližini Pule. Predvsem je to mišljen kot neka hiša za oddajanje, torej v sezoni bi jo oddajali, je kar velika hiša, večja, kot smo pričakovali. Ja, kot investicija, ampak bolj, ko se bliža koncu, bolj sva kako bo to oddajala, ker v bistvu se res navežeš, ker dost tudi sama probava narediti, pa res nisva najela nekega inženiringa, da to gradi, ampak greva čez cel proces sama, pač od A do Ž, v bistvu se sproti učiš praktično celo gradbeništva. Pa po svojem okusu tudi, verjetno, ne? Ja, tudi po svojem okusu. Mi da smo dala nekaj sicer zrisati, eni arhitektki, zdaj govorimo o notranjem dizajnu, ampak
na koncu vidiš, da greš tako v svojo smer, tako da v bistvu bova res nekako sama in dala sva res dušo in srce v tak projekt, in gre tudi neki živcev. Jaz bi si celo želel več delati sam, tako kakšne stvari, ki v bistvu se da, ljudje so včasih zgradili sami cele hiše, ampak zdaj to niti ni možno, po teh nekih evropskih pravilih ne smeš niti sam graditi, moraš imeti gradbenike in to. Pa tudi čas je, saj v bistvu midva sva že zdaj toliko razpeta med Ljubljano in Pulo in neki bi trpela, ali bi delo v Ljubljani trpelo, potovanja itak zdaj trpijo, tako da težko je v bistvu vse skupaj skombinirati in zato sva tudi mogoče toliko raztreščena na vse konce, in vse to uskladiti je izziv. Ampak je pa lep proces in v bistvu skozi, ko se ujameva v kakšno pa kje je ta delo, zakaj se ta ne jav, kje je tist, se zmer, jaz rečem, delo se vščipant, uživi, ali to nekaj nastaja, to je pač vse nekaj lepega, ker ljudje prehitro pozabimo, da pač polkrat enkrat narediš, pa imaš lepe spomine na to, da si lahko zberal stvari. Pa tudi ne gradiš čist vsakih 5 let, ali pa vsak let, se pravi, to zdaj gradimo, bomo videli, da bomo spet, upamo, da čim prej, ampak vseeno je to res tak velik dogodek življenjski, Ja, in je potem res pravilno, da se pa mogoče za trenutek ustaviš, pa wow, to sem jaz gradil. Ja, Marko res to velikrat prav poudar reče, moramo biti veseli, da gradimo, bodimo dobre volje, ko gradimo, ker hitro je kakšno trenje, tudi recimo nama veliko pomaga moj oči, in on je mogoče mečkam bolj tako iz stroke, pa malo bolj je mogoče se pozna tudi ta razlika v letih, in on ima tako mora biti, mi dva imava želje tle, on ima tle in je bilo tudi pestro. Mislim, vsekakor brez njega bi bilo to 100-krat težje, oziroma kakšne stvari bi se res zavlekle. Je pa inženir, tako da... Ja, pri njemu je važno, da je funkcionalno, nama je pa važno, da bo tudi lepo. In tlele pa mečkat. Mislim, da boste najdli eno skupno pot. Ja, zdaj smo že kar v bistvu... Zdaj smo že v bistvu ta najhujše zadeve. Mislim, zdaj smo že zelo pri koncu. V bistvu mi dva računava, da nekje v 2-3 mesecih bi bila zadeva končana. No, super. Verjetno komaj čakata. Ja. Ja. Zdaj smo že kar... Jaz sem res že nestrpna, sploh zdaj tako čakamo, da bojo ploščice položili in fasado naredili, ker pa res vidiš, da se je nekaj zgodilo. Kadar je hiša rasla, ti je tako wow. Zdaj pa hiša stoji, pa ti delajo elektriko, pa ti delajo in nič se ne vidi, denar gre, ampak nič se ne vidi, tako da zdaj jaz bi res rada te ploščice videla. Meni pomaga, da imam ful dobro domišljijo in jaz si že kar vse predstavljam tam narejen, že ko sem tam, je končano. Ja, ti si lažje vizualiziraš, kakor jaz, Jaz sem bolj tako, meni je tudi Marko veliko stvari narisal, ko mi kaj ni bilo ali jasen, ali kako, ali untreto, on se je res vzel čas, da mi razloži. Super, sem bolj vesela in res upam, da bo tole čim prej zaključeno, 2-3 mesece. Ja, tako da moram pa povedati, tlele še, da se bo dal hiša najeti tudi za kakšne fotografske, videografske namene, tako da v bistvu hiša bo upava, da bo fotogenična, tako da pač je res ena. Tako da, če boste hoteli kakšen podcast na obmorju. Skodelica kave v morju. Zveni zelo dobro. Summer edition, recimo. Glede na to, da ste že zdaj izpostavila to fotogeničnost, sta tudi potovalna vplivneža v bistvu, če se tako določimo to neko področje in pa tudi ena izmed redkih v Sloveniji. Zdaj, kako sta začela s tem, se mi zdi, da je to še vseeno za nekatere Slovence malo nepoznano področje. Ja, tako, tokrat se mi zdi, da so že povedala, ampak bomo še enkrat, V bistvu oba sva res živela, oba sva bila obrtnika, tako reči, Marko je imel trgovino s telefoni, rabljenimi odkupi, popravilo ni, da ni. Jaz sem imela pa trgovino z oblačili in oba sva delala na Trubarjevih, par 100 metrov narazen. In takrat se nama še sanjali, kam bo v bistvu, kam naj bo odnesla. Je pa verjetno to pomagalo, ko si nekje in si tam, ne bom rekel zaprt, ampak nekje moraš biti in pač verjetno je ta želja po potovanju še toliko bolj gori v tebi, ko si recimo težko prvoščeš, da greš. Ko sva bila oba tam, ker ko si sam na svojem, je veliko stvari od tebe. Ja, in tudi ko greš, je dvojni minus. Ne delaš, pa še trošiš, recimo. Pa še ponavadi unika so od slabš prodajo. No in potem v bistvu jaz sem zelo hitro v bistvu videla, da je to preveč statično zame in sem odpotovala na Bali, tam sem bila slabo leto. Takrat sem začela tudi, imela sem v bistvu že nek plan, preden sem zaprla, sem rekla, če tuji blogerji to delajo, zakaj ne bi mogla jaz? In tako je pač bila ta zgodba, sem šla na Bali, sem nekako začela pristopati hotelom, restauracijam in zadeve so se zelo hitro odprle. Jaz sem bila presenečena, ker takrat sem imela mal okrog
nekaj čez 30,000, mislim, da sledilcev. Kar je bilo kar veliko za tisti čas. Veliko, ampak spet malo v primerjavi s tujino. Veliko za Slovenijo, malo za tujino. Zaradi tega sem bila če sem se zgledovala po blogerjih, ki so imeli 500, 1000, milijon, in njih gledaš, kaj oni delajo. Pač valjda gledaš boljše od sebe, kako ne rečem. Pa Bali je bila res taka neka meka za to, neko zatočišče teh digitalnih nomadov, travel blogerjev in to. Res. In v glavnem stvari so se res začele odpirati nekako in potem je prišlo tudi prvo sodelovanje z verigo hotelov na Šrilanki, pol je sledil Vietnam, pa kaj sem še šla, Šrilanka, Vietnam, Maroko, v glavnem, kup enih držav. Vmes pridem nekako nazaj v Slovenijo in se midva spet najdeva. Spet, mislim. Se najdeva v drugi obliki, dajmo tako reči, in potem začneva potovati skupaj. Ampak v bistvu, da tako povem, vse je bil to kot nek hobi, nekako sva v bistvu si želela potovati, pa ugotovila sva, da se pač da s hoteli, recimo, da rečem, zastonj spat, oziroma in potem potovanje je bilo tako, še zmeraj stav, še zmeraj si moral plačati si pot, pa hrano tudi vmes, pa vse ostale aktivnosti, ampak recimo, da imaš vse hotele pokrite, to je bilo super. In pa sem recimo šla na prvo pot in sem imela tako 3 hotele in nam je bil v bistvu to kot nek hobi, lahko sem nekaj raziskovala, zraven snemala in v bistvu nisva vedela, v katero smer bo to pelala. Ja, ni bilo nobenega zagotovila, to pa bo, tako da dejansko jaz tudi do takrat v bistvu še nobenega moškega nisem nekaj izpostavljala na socialnih omrežjih. Meni je bilo to vedno tako mal triki, rocky road, ker nikoli ne veš, kaj bo. In potem v bistvu, pa sem začela tudi mal delati bolj te couple photos na potovanjih in je bilo to zelo dobro sprejet. Tako da v bistvu res začela sva čistko, mislim, iz hobija, res iz neke želje po potovanjih, po novih izkušnjah, po odkrivanju kotičkov in tudi veliko je vložka, pač res tako, kot je Marko rekel, tudi če so te hoteli, recimo, začela sva res krajšimi potovanji, 6 dni recimo, in ti že dobiš tistih hotelov 6 dni, ker sva šla pa po drugi strani v Mehiko za 1 mesec, tam pa nisva imela kar 30 dni sodelovanj s hoteli, in taka potovanja nanesejo na konc, tako da pa tudi tako, v bistvu, ko ti prideš v hotel, moraš pač dati hotelu določeno, midva imava neko ponudbo, nek paket, ki ga dobijo neke slike za svojo uporabo, videe, dobijo izpostavljenost na najinih profilih. In v bistvu ti ne moreš non-stop biti iz hotela v hotela. Zmešal se ti res, prenaporno bi bilo. No, ampak v glavnem, iz tega hobija je potem prerastel v posel. Začeli so že skontaktirati sami hoteli, v želji, da jih pač predstavlja, da jim narediva material. Potem so tle še druga podjetja, ki jih lahko sabo vzamemo. Zakaj to govorim? Zato, ker dobim še dosti vprašanj, a pa se da s tem preživeti. In v bistvu odgovor na to je, res, ne da se da preživeti, ampak je to v bistvu lahko zelo donosen posel. Pa ne samo za nas, ampak tudi za sam hotel. Zato, ker v bistvu hotel dobi res neko izpostavljenost, ki je v bistvu veliko cenejša, kot če gre čez druge kanale, kot je recimo času. Ne bom čez nobenega govoril, ampak recimo že letaki. Letaki stanejo tok in če ti pogledaš vsak letak, pa primerjaš z ogledom na enem Instagram profilu, je v bistvu cenejši Instagram. Pa hočem tukaj še mogoče eno stvar, da ne pozabimo. Ti recimo, ko daš, vzamemo letak, se pravi, ti moraš imeti že neko fotografijo pripravljeno, grafiko oblikovano in potem to natisniti in potem to nekomu da to razdeli in vse to skupaj kar nekaj stane. Z nami pa se pravi dobi poleg izpostavljenosti zraven še cel kup materijala, ker tukaj se ne pogovarjamo mi o eni fotografiji, ampak tukaj pride cel paket od 5 do 10 fotografij, recimo, katere oni potem lahko uporabijo na socialnih omrežjih, spletnih straneh, odvisno od dogovora. In zaradi tega v bistvu je to res win-win za hotel in za nas. Zdaj je samo vprašanje, kdo je na drugi strani, a se že toliko spozna na digital, da ve v bistvu, kaj narediti. In zelo hitro se vidi, kdo na drugi strani ve, kaj dela. No, ampak v bistvu potem to gre zdaj še naprej. Hvala Bogu, mi da so zelo zadovoljna, ker namreč niso samo hoteli, kjer zanimajo te storitve, recimo so tudi že države, so prepoznale v tem neko korist. Recimo pred kratkim sva delala v sodelovanju za mojo ljubo Črnogoro. Go Montenegro. Tako. In tako, v bistvu, recimo Visit ali pa Fil Slovenija, kdo ne razume čistočno. In v bistvu je bilo res eno tako prijetno potovanje, ker sva bila v bistvu res tam povabljena, vse sva imela nekako, tako kot prideva v hotel, ki imamo v bistvu vse na razpolago, da čim bolj prikaževa. Tako je bilo tudi zdaj iz Črnogore in je bilo sicer
kratko, Sicer, ampak sladko. Je pa res, da je v bistvu tudi tukaj angažirala slovenska agencija, v bistvu turistična slovenska agencija Tajus, ki potem v bistvu delajo z Go Montenegro, in tako da v bistvu vedno mora biti tako, da imajo vse vpletene strani seveda nekaj od tega. Ampak ja, prišli smo že tako daleč, da to je bilo v bistvu skoraj na državnem nivoju, kar smo delali. Ampak kadar vaju povabijo, dobijo vse v paketu, ne? Prej si omenila, da model, dobijo modele, fotografa, videografa, montažerja. vse v bistvu res. In tako, sploh zdaj, ko smo naredili za Črno Goro, res materijala ogromno, in to mi doma to lahko objavljava še nadaljne pol leta, ker smo res smo veliko naredili. Tako da definitivno smo influencerji cenejši, kot če najameš profesionalnega fotografa, modele in vse ostalo, kar pride zraven. Kako pa vidite ta posel torej še v prihodnosti? Zdaj rekla sta že, da se malo razvija, ampak a bo to na dolgi rok? Verjameta? Ali bo to zelo taka spreminjajoča se zadeva? Jaz... Mislim, definitivno je digital spreminjajoča se zadeva, tako da težko nekako napoveš, ampak ta socialna omrežja so nek medij, ki v bistvu, konec koncev tudi zdaj smo na socialnem omrežju, se pravi, se tudi medijske hiše obračajo bolj proti socialnim omrežjem in to je pač neka, jaz ne pravim, da bo kdorkoli zginil, konec koncev tudi radio še obstaja, čeprav je že televizija, pa tako bojo tudi mediji od časopisov, vse to bo obstajalo, ampak nekako v simbiozi, pač se bojo pretakale stvari. Vse napovedi grejo digitalo v prid, Dejansko, kakor napovedi so zaenkrat, je večji potencial v digitalu, kot kjerkoli druge. Zdaj, platforme lahko, da se bojo menjavale, se pravi, mogoče ne bo več Instagram, pa bo jutri, ne vem, TikTok čist prevladal, ali pa lahko se bo pojavila pa spet neka tretja aplikacija, ali pa karkoli je platforma, dajmo tako reči. Tako da, jaz mislim, da vse bo šlo vedno bolj online, kot offline, in tudi televizije so začele drugače, v bistvu neke stvari peljati, tako kot tudi vzamemo časopis in radio. Zakaj? Tudi radio ima svoj Instagram profil, tudi televizija ima svoj Instagram profil, tudi časopis ima svoj Instagram profil. Se pravi, jaz mislim, da nam je vsem jasno, da digital bo in da je v temu prihodnost, seveda bodo spremembe, ampak jaz mislim, da se mi nimamo česa bati. Ja, je pa res, da tako, recimo, že če se vrnemo na ta, da sem videla potovalna blogerja, je v bistvu pa tako, zdaj, mogoče je v zadnjih letih bilo toliko tega, da v bistvu vsaka destinacija praktično greš pogledati in imaš že na stotine blogerjev bilo tam in to in mogoče se midva tudi sva malo začutila, da bi mogoče rada razširila to najnost. Mogoče je prišlo do neke zasičenosti, hočeš povedati. Ja, recimo tako. Mogoče, da se, tako da ja, bojo vzponi in padci zmer. Mislim, zdaj govorimo o eni drugi stvari že tukaj, Zdaj, publiki je treba skozi nekaj novega ponuditi, in to je tisto. Publika se zelo hitro razvadi. Recimo, midva, ne vem, sva šla na Maldive in je bilo wow, potem sva šla v Mehiko in Mehiko je bilo kratko, kaj pa je zdaj tole, Tako, zelo hitro se publika nasiti in zelo veliko jim je treba ponuditi, skozi treba biti raznolik, tako da definitivno je zasičenost danes povsod, informacije je ogromno. Mislim, še zmeraj ostane kakšna Severna Koreja, kjer bi ljudje radi videli, da jo obiščejo. Ampak jaz tukaj hočem nekaj povedati. Nekaj pa, kar ne moreš dobiti, je pa osebni pristop. Mogoče enemu midva paševa, drugemu ne. In v bistvu en bi rad skozi najne oči, prav čez najne oči doživel Korejo, recimo. In zaradi tega v bistvu tukaj moraš pa ti poli igrati na ta osebni pristop, da se ljudje lahko s tabo povežejo in na ta način v bistvu ohranjaš tudi publiko, ker danes res lahko že vse najdeš o vsemu na internetu. Zakaj bi pa zdaj glih tebe nekdo spremljal? Ja, zato, ker imaš pač ti ta nek faktor X, in to je to v bistvu. Tako, tako da, recimo, da zaključimo, poleg tega, da sva potovalna blogerja, v bistvu mava še tudi kaj več za ponuditi. Da... Ja, to si ti hotel povedati, da v bistvu mava veliko za ponuditi in probala bova mogoče tudi, da ne bo samo travel, ker pač tudi, ko življenje gre, to prikazuješ. Recimo, zdaj tudi malo to hišo prikazujemo, ker to se nam trenutno dogaja, in kaj čmo. Ja, ker v bistvu je tudi bil dvorezen meč, recimo, zdaj so glih po tem šovu ugotovila, da so imeli dosti ljudi o nama tako nekom prizvok negativnega mnenja, kar je tudi mogoče prineslo to, ko si na hitro pogledal na en profil, recimo si videl, ta dva sta pa tlem, pa tam, mogoče kot neko hvaljenje oziroma nekaj, ampak v bistvu to je naše delo bilo. Ja, dobila sva očitke tudi že prej, recimo, to je fake life, to je ne vem kaj, pač tako na neki na ta način.
Mogoče res na prvo žogo, ko pogledaš, si misliš, da je ta dva pa tlele, kaj pa ona dva, ne glumita ali kakorkoli. Ampak če bi recimo pač bolj podrobno spremljali, se pravi, bi gledal na ene storije vsakodnevno, ne, bi pa videl vse vzpone in padce teh potovanj. Ne, konc Vse za koncev. kulisje. Ja, tudi recimo, da jeva pašteto v avtu na poti, medtem ko divjava od enega hotela do drugega. Ja, mislim, mi dva res tako, tudi na teh potovanjih sva zelo ekonomična, ne? Ker morava biti, ker dejansko, ko ti greš nekam za en mesec, mislim, lej, sorry, če lahko se mi gremo, pa špilamo, pa vsak dan branči, pa ne vem kaj vse, ne? Sam na koncu je treba preživeti. Na koncu pa še zmer, recimo, ko so v kakšnem luksuznem hotelu, ki je neka super hrana, zmer, prosim, če lahko imaš v sobo odnesem. Da je pozor naslednji dan za na pot. Preseže mene včasih, upravno, oh my god, ampak Marko to vse zapakira, noč ne bomo stran metali, mislim, vse prav, ne, meni je neroden, hvala Bogu, njemu ni in to spakirava in greva in mi doma res pol, sploh če delava kakšen road trip še v avtu. Ne, neroden, pa ko se vozva nekje, pa nimava časa se sploh postaviti na kosilo, je pa iz une košare lepo vzemati, ne, rogličke iz prejšnjega hotela. Meni je super, ne, sam neroden mi je vzeti. Zastopim, ja, zato pa evo, se dopolnjuje ta in je Marko za to. Ja, vsak ima kaj, kar drug nima, ne. Ampak meni je tudi zelo dobro gledati te izza kulisja, da se snemaš, da poveš, kaj je šlo narobe, kaj bi lahko šlo boljš, da tudi malo sebe mogoče analiziraš, ali pa poveš, kje so bile res tiste težave. Ne? Teda, to mi je zelo všeč tudi pri vama. Ja, se mi doja, mislim, da kar res na storih se res nekaj ne šparava. No? Tako, tudi sploh, ko sva šla v Jordanijo, sva prvo noč spala v takem hotelu, mislim, to je bilo res neumen se ti zdi, priješ ob 11. zvečer, zakaj bi zdaj mi dodajala 100 evrov, 200 evrov za hotel, če imam tlele enega za 30, sicer polka smo prišla, no to je bilo komedija, ne, res sploh mize, ko so nam prinesli zajtrk brez mize, v glavnem, to cimava pod highlights vse. Tak, homemade hotel, res. In smo vse to posnela, ne, in tist, kar res nas spremlja, to lahko vita, ne, tist pa res mogoče samo na prvo žogo ocena, ne. In v bistvu tudi zdaj po tem šovu oziroma že med samim šovom, jaz sem dobivala prav ogromno opravičil od ljudi. Tako res mi je bilo to, mislim, zelo lepo prebrati, a ne, in fascinantno po drugi strani, da res so se mi tako opravičili, veš, oprosti, res sem imela slabo mnenje o tebi, če si me presenetila. Tudi moški celo, a ne, tako res... Tako, ker malo sem se zamislila tudi nad sabo, v bistvu, kako naj res vidijo, po drugi strani sem bila pa tako res hvaležna za vsako tako sporočilo. Ja, res je bilo lepo slišati, tudi jaz sem dobil veliko pohval in tako, da in pač tudi nasplošno oba skupaj, da so prizemljena in vse in to v bistvu res ti dober dene, ko slišiš vse te pohvale, ampak jaz mislim, da vsem pomembno je, da konec koncev, da se tudi od tega odmakneva, ne, ker hitro bi ti recimo lahko zrasla krila, pa zdaj, da si ti neki od tega napajaš, od teh pozitivnih pohval, ker v tem svetu nažalost se hitro stvari obrnejo in se lahko pa zgrne na te plaz, žaljuk pa plaz in tudi od tega v bistvu moraš biti odmaknjen, od obojega. Mislim, lepo je prebrati, ampak kar Marko hoče povedati je, da lahko si danes na vrhu, jutri pa na dnu, ne, ker smo tudi bili priča določenim javnim osebam, ne, kako hitro so v bistvu svoj renome pokopala, ne, zato ker so jim pa zrasla krila, ne, to si hotel povedati. In tudi, da si ne smeš preveč k srcu jemati niti dobro, niti slabo. Ne. Mislim, tako večina nas, ki se pojavljamo v medijih, oziroma ki imajo željo, oziroma ki imate željo, pač imamo željo, kakorkoli. Izvira, če se res pogledamo psihološko, iz želje po neki potrditvi, ne, po neki pozornosti, pa tudi mogoče si niti se tega ne zavedamo, recimo. Ali si pa tudi težko priznamo. Ne? Ja. In recimo, ko dobiš to potrditev, kot je zdaj mi dva mava, neko pozitivno, da nas ljudje hvalijo, da so pač, v bistvu si potem s tem recimo polniš svoj ego, da temu rečem, in se ti zdaj dobro počutiš in recimo temu jaz pravim, da ti lahko zrastejo krila zaradi tega in se potem mogoče tudi ti spremeniš. Ker moraš se v bistvu, če se pa tega zavedaš, da je to v bistvu nekaj, kar ti rabiš in v bistvu, da se od tega odmakneš, te pa v bistvu te stvari toliko ne ganejo in te recimo tudi negativni komentarji ne ganejo, ker v bistvu, kakor ti dene, to je neka pozornost oziroma potrditev na kubik, kaj dobivaš, ne, zdaj, od tolikih ljudi, toliko te pa lahko prizadane, če se nekaj zgodi in dobivaš negativno in potem kaj se zgodi? To te zdiguje,
negativni komentarji te pa lahko tako potlačijo, da lahko... Ne smeš pustiti, da te to definira, a ne? To Tako. hočeš povedati. V bistvu, da te ne definirajo. Katarina skozi ve, kaj jaz hočem povedati. Ja, zato, ker po mojem, mislim, ti tako ful Ko se sliš, kakor da... Ja, vem. Ampak ne, mi da se veliko pogovarjava, no, tako da... Ne, vem, kaj hočeš povedati, ker so se o tem pogovarjala, a ne, in si malo mogoče zakompliciral, a ne. Zaradi tega sem hotela poenostaviti, da v bistvu ne smeš pustiti, da te dobre stvari definirajo niti slabe, a ne, ker če ti preveč vse k srcu jemlješ, oziroma zdaj nama dobro govorijo, zdaj se ti dobro počutiš, a ne. Zdaj ti slabo govorijo, pa se slabo počutiš, ne. In to je Marko hotel povedati, da se moraš od tega oddaljiti, zato da ne vpliva na te tako kot osebo. Tako, in hotel sem povedati, da v bistvu je tudi nevarno to, ker je to potencirano. Zdaj, če tebe bližnji hvalijo, so to 3 ljudje, ali pa če te grajajo, ne, so to 3 ljudje, ki ti govorijo, kaj to delaš narobe, pa kaj to delaš narobe. Je to neka majhna negativna pozornost. Ko pa tebe 1000 ljudi graja, je pa to v bistvu velika negativna in to v bistvu pušča, zna pustiti hude posledice na ljudeh, še posebej na mlajših. Hvala Bogu, midva so v bistvu že v teh letih, ko so že izdelane osebnosti, ko se znamo mogoče malo bolj s tem spopadati, ampak recimo tle pas za mlajše, ko se spustijo kaj tazga in recimo se jim nekaj tazga zgodi in lahko prije tudi do kakšnih negativnih posledic v smislu, ne vem, slabe samopodobe. Pa če srkoli ne, se tudi smo imeli že samomore v preteklosti, konca. Ja. To je pač skrajni primer, ampak ja, je par znanih oseb v Sloveniji, ki so naredile samomore, ne. Čeprav temu se veliko pol ne govori, ampak prišlo je že do tega, jaz sem na sceni 15 let in poznam par primerov. To smo zdaj, ker tako se je vzdušje spremenilo, ampak ja. Ja, zdaj smo kar malo zabili dol, ne vem, ampak kam ja, smo imate zdaj prav, zašli, ja. a ne, Mislim, pač. verjetno ste iz vse te svoje izkušnje v tem superparu, v Mislim, tem šovu, ki ga govorite. Nočva si pustiti, da naju to definira, oziroma nočva zdaj, da se zaradi tega nama zrastejo krila, pač hočva ohraniti to, kar sva in to je to, ne. Mislim, jaz pa nimam občutka, da se je kaj spremenili. Iskreno, ko se pogovarjam z drugimi in mi rečejo, ja, ne vem, gremo v alejo, se vsi hočejo slikati z mano. Mi dva itak nikamor ne gremo, mi da sva ali v Puli, ali sva pa v Mednem in itak nobenega ne vidi. No, recimo, ampak tudi v tem, ko smo že glih pa super paru, recimo se je določenim parom zgodila ta negativna publiciteta, negativni napadi in v bistvu, prav je, da si tega ne ženeš srcu, ampak prav je pa tudi, da si sposoben samorefleksije, pa reči, če pa toliko ljudi zdaj govori neki, pa mogoče neki je na tem in probaš tudi ti, ne da se zdaj sekiraš zaradi tega, ampak da si naliješ čistega vina. Da se vprašaš, če ne drugega je že veliko. Tako, in se vprašaš in malo pomisliš, kaj je na tem. Tako da zmeraj je treba potegniti v nekaj dobrega, ne biti samo vse je super, ampak se tudi znati samo analizirati, pa mogoče popraviti. Sej tudi midva, recimo, ko je bila zdaj ta vožnja z avtom, midva preden je prišel ta del ven superpara. Sta bila kaj živčna, ko bo prikazano. Ja. Mislim, Katarina je meni govorila, da boš ti videl, kako se ti deraš name, to bo cela Slovenija videla, boš ti videl, sem bože, jaz nisem bil, jaz sem pač rekel, kar sem dal. Ne, z nekom drugim sva se pogovarjala, pa če sem mu rekla, ja, si se zdrl name in pol je v bistvu nekdo, ki je bil v produkciji, je to potrdil in takrat si se ti šele začel sekirati, ne, kar sem ti jaz rekla, ampak ti je nekdo drug to rekel in si bil tako, šito, sem se res zdrl na te, ne. In tudi on je mene toliko napadel, da sem se jaz ne vem, kako drla na njega. In ko sva gledala posnetek, sva bila dejansko tako, jaz se nisem toliko drla, niti se Marko ni to. In v bistvu sva res v svoji glavi naredila večji halo, kakor je dejansko bil. In tudi to sem hotela povedati, da se tudi sam sebe lahko vidiš iz tretjega zornega kota, ker res, ko se sporečeva, se nimava kamer pržgani. Ja, in par dni nazaj sem jaz to izpostavil, da v bistvu to je ena stvar, ki jo lahko recimo pozitivno midva vzameva iz tega šova, da skozi vidva en drugega, da je hujši, kakor je dejansko. Ko se recimo spličkava, zmer ti zdi kaj je grozen, in v bistvu zdaj tle, pa gledaš kamera, gledaš iz nekega tretjega kota pa in vidiš, da se ni to grozen, zakaj je mene to toliko prizadel, se ni pač neka normalna reakcija, da rečem, se so živa človeka. Pa v efektu sta, in tudi v nekih situacijah, ko drugače ne bi bila, tudi to veliko verjetno vpliva. Ja, absolutno. Ja. Mislim, definitivno je, tle pogledaš iz neke tretje perspektive,
Ja, opazovalca. Tako Iz in- perspektive opazovalca. Tako in v bistvu to je glih tist, kakor bi moral v bistvu življenje živeti. A ne? Ti bi moral življenje živeti kot nek opazovalec sebe, ne da gledaš čišče svoje oči, ampak kot neka tretja oseba, kot da igraš igrico, ne? In da si ti glavni karakter in potem bi bilo ti v bistvu tudi vse lažje. In tle ti res to dokaže, to tezo, da je temu tako, ker v bistvu sta mi da gledala pa... Mislim, tako ti v bistvu vsi ti motivacijski govorci ali pa življenjski, kakorkoli ti vedno svetujejo, a ne, da v bistvu, če se hočeš oddaljiti od situacije, da pač gledaš iz tretje osebe. A ne. In tukaj v bistvu, ko imaš kamere, je to res možno. A ne. Kako so pa drugače kamere vplivali na vaju? Sta navajena teh ekranov, kamer, verjetno s fotografiranjem videa, ampak vse je to nekako drugače. A sta se kdaj ruknila, ne to pred kamero, pa sta se pa pogovorila na samem? Ne, to mislim, da se prav rukala nisva. Ne. Morate vedeti, da tako veliko stvari ni šlo noter, a ne. To je dejstvo. Recimo tudi tam, ko se je Marko to, recimo par avto tam imel svoje trenutke, sem bila jaz zavestno tiha, ne, ker v bistvu drugače ne bi bila. No. Če si iskreno povedano, bi verjetno kar malo tudi jaz nazaj kakšno rekla. Ampak sem bila tam, ok, dele, Katarina, pust ga, snemajo nas, zdaj umir se, dihi in to je to, a ne. Tako da bi se pa prav neki tako rukala pred kamero, pa to mislim, da se nisva, no, da sva kar midva... Nisva, ja. Pa, jaz mislim, da vsi, ki smo šli v šov, oziroma ki grejo tako v šov, imajo nek, sploh te pari, ki smo bili, imaš nek strah, da se ne boš pred kamero skregel, da ne boš izpadel. Ja, to si res ne želiš, ne? Ja, si ne želiš, da verjetno smo itak vsi šli z nekim podobnim željama, ne, da v bistvu nisi pač čisto najslabša verzija sebe, a ne pred kamero, ker konec koncev vsi imamo neke Mislim, imaš neko zavedanje kamer, ampak vmes že valjda, da pozabiš, ne? Plus, da po izzivu so nas oni dali sedeti na en stol, a ne? In na tistem stolu so nas oni snemali, ker mi nismo vedeli na začetku, ne? Tako, zmer po izzivu je bilo, ok, končali ste, evo, tle imate brisače, pejte se tam, se spočite, ne? In pa se je kaj usedel in si mislil, zdaj sem off 10, ne? Ja, se malo zahneš. To je pa kamere. Ja. In to je bilo, ja. Tako da pač so tudi oni probali dobiti valjda čim, pa tudi izjave grejo takoj po, a ne, sami, ne vem, po sami igri, a ne, takoj hočejo čim prej na izjave dogajanju. To si še razgrete glave. Ne, in pač že uno, kad te izsetate dol poberejo, ne, in če si bil živčen, si bil že tak živčen tudi na izjavi, a ne, sej nisi, mislim, vsaj ne moreš skriti, no. Mislim, zdaj, če so čisto realna, seveda, mi da tudi, ko snemava storije, recimo se včasih, ko sva neki skregana, pa neki pa moramo neki posnet, pa se pa kar oba nekako razpoloživa, jaz doskrat se hecam, no dej, prižgiva kamero, da bo bolj švolje, ne, ampak, ja, definitivno. Ja, pač ja, ne, malo itak lahko, a ne, se takoj razvedriš, veš, da moraš neki posnet, neki narediti, pač narediš, pa tudi, že sam, ko misel spremeniš, a ne, se takoj tudi volja spremeni, konc koncev, ne. Da se ti nama lahko poveš, preden smo prižgali kamere, a so bila ful slabše volje, ali... Isto sta bila. Mislim, da ena izmed redkih, ko so se kamere prižgale, ni bilo ono tisto awkward. Ok, zdaj bomo začeli, čakam, da ti narediš uvod, ne. Res se vama vidi, da sta navajena kameri. Ja, možno. Tega snemanja. Drugače sem jaz tako zelo veliko komentarjev dobila pač od ljudi, s katerimi se pač tako poznamo, so mi si rekli, meni sta ista bila v šovu, kakor sta v resnici. Tudi mi dva, ne vem, recimo za novo leto prišla moji sestri čist skregana in sploh se nisva trudila tam neki mi dva zdaj so tam bili ljudje, ki jih prvič vidva, ampak nama je čisto vse, še en je rekel, prva je pa pestro. Pa pač ja, lej, je. Tudi do tega pride, ne? In to sta verjetno želela tudi pokazati se v drugačni luči, kot sta že prej omenila. In pa, kjer ni trend, kak že ste že rekla v eni, to ni prava veza. Kako že, ja, kjer ni trend, veza ne obstaja. Tako, evo. Se zdi, da sta to tudi dokazala, ampak itak vse pozitivno in ko sem malce prebirala te komentarje, so pohvalili to, da sta pokazala, da ni vse lepo in prav. Ja, itak. Mislim, se pravim, ok, imaš mogoče vse neko manjšo bremzo, ne, za zdaj ne vem kaj, ampak mislim, da sva kar blano to, kar sva in ja, to. Mislim, tudi v tem šovu pač so bili pari, ki so se zmenili, da če se bo skregali, da bo kar šel domov, ne, tako da so tudi vsi so bili malo mogoče v krču, pa mogoče niso bili čist oni ta pravi. Ja, verjetno mislim, ja, bilo je vsega. Zdaj pred kratkim sta izpadla. Kakvi pa so bili občutki, ko se je to dogajalo? Takrat, mislim, jaz iskreno sem si po eni strani res želela domov, ne? Mislim, da se je videlo tudi na kameri. Ja,
Itak, da se je videl, ker meni se na obrazu vidi, ampak vsem pa ne maram pa zgubiti, ne maram poraza, seveda, kdo ima to rad. Pa tudi ne maram se počutiti nekako izločeno, še posebej, če se mi ne zdi, da je bilo to fair. In en komentar sem dobila, pač, kao, ja, či si spremenila obraz, pač kao, ne. Sem bila tako, ne, jaz ga nisem spremenila, jaz sem točno pokazala svoja čustva. In meni se je zelo hitro videlo, ja, da pač mi ni čisto vseeno, čeprav je en del mene res hotel iti domov, ne na tak način mogoče. Greš domov takrat, ko hočeš iti domov. Pa to ker ti hočeš iti domov. Ne pa, da ti nekdo drug določi, da boš šel domov, pa zakaj, ne pa kako. Tako da mi, da sva dejansko to eno igro zgubila v seriji vseh, in ta naj je ostala tega, da greš domov. In valjda se ti za mal zdi. In pol še ti tako počutiš se kao eni, vsaj jasno, mogoče kao v vrtcu ali pa v osnovni šoli, ko so tam ene punčke, pa ti rečejo, no, you cannot sit with us. In mogoče te občutke podoživiš, in tako se malo počutiš zavrnjenega na nek način. In to ni prijetno, vsaj meni ni bilo. Ja, jaz, če sem iskren, tudi nisem. Jaz sem bil kar tako slabe volje, sem bil tako užalostil me je to. Zdaj, ko gledam za nazaj, bi moral bolj spokončno to sprejeti, ampak pač ja, pokazal sem svoje čustva, ni mi bilo vseeno, še posebej, ker se mi je zdel v bistvu, da sva med boljšimi, da si zasluživa ostati, in me je pa tudi to prizadelo isto kot Katarino, da te pač nekdo zavrne, pa niti ne. Pa še v bistvu je hujš, da te mogoče pod pretvezo, da mu nisi tok v redu, zavrne, pa gre pa za nekaj drugega. Izigranga se počutiš, Ja. Tako, ker prvo je bilo to, ko smo se mi pogovarjali, kao, ja, dajmo zdaj izločati po rezultatih, zdaj smo kao vsi na good, ok, bomo izločili tiste, kaj je slabši rezultat. Pač prvo je bilo to, pol je pa to, pa boljš bi mi bilo, da mi nekdo v faco reče, elej, sorry, jaz taktiziram, pustil bom slabše noter in to je to, In tega pa, mislim, sej to je zelo težko tudi povedati, iskreno še sama ne vem, kako bi to, Mislim, midva so itak bila za to, da se pusti boljše po rezultatih, in sva tudi pač tako mogoče naivno bila, ker ko sva dala na Instagram eno anketo, preden se je to z nama dogajalo, da bo nepristranska, je tako večina, kada bi rekel 70-80% rekla, da bi taktizirala, da bi se boljših znebila, Zdaj, moje gledanje je v bistvu, da če zbiramo super par, dajmo najboljši ostati do konca, pa da se pomerimo z najboljšimi. Jaz sem dal eno tako primerjavo, pa daleč od tega, da recimo en Messi pri fuzbalu, verjetno si ne bo želel, da Ronaldo izpade čim prej, da on igra s finalom. Ne, on zase misli, da je najboljši in hoče premagati najboljšega in si bo tako mislil, pa daleč od tega, da se primerjam. Ampak tako, to je ta mentaliteta zmagovalna, oziroma, ko se zavedaš svoje vrednosti. Mislim, mi da smo tako razmišljali in mislim, da tudi Rale pa Eva sta bila podobnih misli, in v bistvu smo polih mi štirje prestali na stolu. Ampak mi je pa dal prijatelj moj, ko sem se o tem pogovarjal z njimi, sem prijatelj vprašal, kako bi oni glasovali, koga bi se znebili. In je pa on rekel, no, Marko, zdaj pa povej, kaj če bi bila nagrada 1 milijon evrov? Ja, to ti je dobro rekel. Kako bi pa pol glasoval, Tako da ja, zdaj nobenega ne moramo zdaj obsojati, za nekoga je mogoče bilo teh, ne vem, koliko je bila nagrada na koncu, pač več vrednih, kot njegova moralne vrednote ali pa neka poštena igra, Pa koncev je to šov. Nekaj nepričakovanega, Šov. Sej pa taktiziranje. Ja, sej v bistvu tako je tudi narejen z namenom, zaradi tega, da pride do nekih trend, da pride do nekih zamer, da se pokažejo karakteri. Itaka, Se pravim, je pa res tako, da pač, ko si pa tam ti na stolu, se pa tako, ne vem, ne počutiš se dobro. Res in v bistvu ti gre vse živo čez glavo. In pač mi, da smo imeli predvsem drugačen pogled, in tudi po tem, kar smo se pogovarjali, pol vidiš, da ni tako, in si tako malo, ok, ampak ja. Zdaj, v bistvu, ko gledamo, ker mi moramo vedeti, da to se je snemalo lani julija, zdaj so že strasti se pomirile. Skoraj 1 leto. Skoraj 1 leto, ja. In v bistvu tudi, ko gledaš, še zmeri to še enkrat doživljaš, ampak drugače. Čeprav je zanimivo, koliko ti vzbudi nekako. Mislim, da ima čustva tudi nek spomin. Tako da ista čustva ti prevrejo na dan, kot takrat 1 let, ampak ja, v manjši meri. Nekako predelaš, pa tudi bolj so ti stvari jasne. Zaradi tega, ker ti v bistvu, mi smo zdaj lahko vse videli, kaj so tudi ljudje za kamero govorili. Koliko so v bistvu eni
prvega dne razmišljali o taktikah. Meni sploh še na kraj pameti ni padalo, da bi sploh kakšna taktika. Slika je verjetno bolj jasna zdaj. Ja, in ti je veliko stvari bolj jasnih in si tako, vse logično. Ampak takrat, ko si pa noter upeta, se pa čist drugače to zaznavaš in čutiš in pač res si mi dva jim nisva kula, pa v bistvu vidiš, taktiziram se. V bistvu jim je čisto vseeno, ker pač itak smo tlele zdaj ta kratek čas in to je to. Ja, v bistvu je šov, ampak po drugi strani je pa tudi biznis. Tako da igre, gor dol na koncu, v bistvu je vse, ko je denar, je to nek posel in tudi tle mogoče mal pač, ker v bistvu it's not personal, it's business. Ja, samo vse tudi, zdaj v poslu je pa kar vse dovoljeno, veš, mislim tako. Vse zato nam je bilo, mogoče nam je tudi zdaj malo tako grdo, a ne pa mogoče tudi do določenih parov, ne bom rekel, da kuhava za mero, ampak nimamo najboljšega mnenja. Mislim, fora je v tem, da v bistvu, če si ti v poslu pripravljen iti čez trupla, ti to že veliko povejo sami o sebi. Tako da jaz mislim, da se že na teh malenkostih vidi, v bistvu, kaj je kdo pripravljen narediti, zakaj. Pa tle se res nismo pogovarjali o milijonih, kar je najhuj. Tako da... Ja, če bi bil pa milijon, kaj bi pa mi da bilo pripravljeno narediti? Ja, mislim, se pravim, težko je biti v teh situacijah tako pametan, ampak se pa definitivno je pa tako okolje, ker se res razkrivajo karakteri in ti veliko povejo o sami osebi. In zdaj recimo primer, zdaj bom jaz hotela nek posel razvijati, pač ja, vem, s kom ne bi, ali kako ne rečem. Vsekakor je, recimo, kljub temu, da je šov, pa da je nek reality, pa da določeni mislijo, da so bili neki scenariji napisani, pa neki, je dost velik pokazatelj, kakšna oseba si, pa koliko si pripravljen slediti svojim moralnim vrednotam. V bistvu, koliko sploh imaš moralnih vrednot, koliko si zvest seb, koliko imaš moralnih, koliko res se veliko stvari pokaže. In tudi tle upam, da je bilo kaj samo refleksije pri vseh ostalih. Verjamem, da je sploh po tem gledanju zdaj za nazaj, kot sta omenila. Bi pa rada za zaključek ostala v duhu teh iger in pa super para, pa sem malce spremenila svoj zaključni izivček. Bolj v smislu, kdo je bolj? V redu? Okay. Kdo je bolj trmast med vama? Kaj mora za mi, da naredi tista? Poveta. Oh moj bog, kdo je bolj trmast? Katarina. Ne, Marko, tista. Kako sem, jaz pa nisem trmast. A sem? Pa ne vem, noben od naju ni pa moj toliko ful trmast. Tako... Mislim, zdaj tako trmast, ustrajen sem verjeten jaz bolj. To je on bolj. Okay. Ja, ampak... Trmarva pa ne brez glavo. Če ti nekdo da nek konkreten argument, ne bova trmarla. Ne drug se meni zdi. Sprejmem. Okay. Kdo je bolj romantičen? Marko. Jaz? Ti skozi govoriš, premalo mi razvajaš, premalo mi pripravljaš. To je res, ampak ko je pa sončni zahod, si pa ti čisi histerijan, če ga ne bova pogledala. Tako, mene res mot. Jaz bi rada, da mi je on kakšno presenečenje pripravljeno. Pač tako, recimo, jaz vem, da bo obletnica, da bom jaz kontaktirala ta hotel, bova imela tam večerjo, jaz vse zorganiziram in pa mi gre na živce, ker pa on nobenega presenečenja mi ne pripravlja. On pa ni zdaj nek organizator, že splošno, in vem, da če nam jaz nič naredila, se nam zgodila, in pa si jaz pripravim bolj je on cel vesel, ko ima midva neko romantično pripoved, ampak naredil ni pa za to nič. In tako da ti si romantičen. Jaz sem bolj človek na zadnji trenutek in ne moram z njo tekmovati, ker ona pa že vse to prej pripravila. Prosim, Marko, ne da ti si na zadnji trenutek, ti si na prepozen trenutek, ki je že prepozen si ti, okej? Ja, jaz rad pripravljam tudi sebe presenečenje, ne sem to. On si nič ne pogleda, kjerokoli država greva, on sploh dobro, da ve, saj kam greva. Ja, to, kaj bi bilo bolj zanimivo, da grem, če že vse vem. Jaz hočem tam zvedeti. Ja, tako da ne vem, mogoče je on, ne vem, vsak je romantičen na svoj način. Čustven si pa bolj. Ja. Čustven sem pa bolj, sigurno, ja. Ja, on vse fulburno doživlja. Ja, jaz v bistvu res tako, ampak to je, jaz sem zanj toliko dober, ker namreč naučil sem se malo tudi živeti s temi svojimi čustvi, ker recimo in pozitivne stvari, jaz bom nečesa ful vesel, recimo, ko bo Katarina, whatever. Ja, Marko kratko hod po svetu, tako z odprtimi ustici, navdušen. Medtem, ka pač negativno je pa, da tudi, ko se pa nekaj negativnega zgodi, pa tudi doživim tako burno reakcijo, kaj tudi Katarina nikoli ne doživi. Ja, čeprav skoro doživljam. Težko je v bistvu to brzati in v bistvu, ja, definitivno. Ja, ampak mislim, ne bi zamenil, imam rad to, ker pa tudi v enih stvarih toliko bolj uživam. In kdo je bolj uskipljiv?
Jaz mislim, da si ti. Je čez bolj čustven, si tudi bolj uskipnil. Ok, bom vzel to, čeprav Sprejmeš. Katarina ne zaostaja veliko. Še kako je parnama. Jaz se razburjam na dnevni bazi 10-krat, a ne? Ampak v manjšem obsegu, jaz se pa samo ok. enkrat za unih 10. Tako je. Zdaj pa ti ocen. Mislim, da sta izenačena. Jaz sem ful uživala v tem pogovoru, super sogovornika sta, odlično se znajdeta pred kamero, tudi danes, da vidim res, da vam je to čist pisano na Živa kožo. sploh vprašanj ni uspela postaviti. Ej, pa nima še ful vprašanj v tem listu. Odlično sta vodila, tudi tako sebe zelo dobro dopolnjujeta, kot da bi šla po mojem spisku, se mi zdi. Je pa res, da sta v preteklem času res dala veliko intervjujev, Ja. pa verjamem, da tudi na podobne tematike, tako da čisto Ja. razumem. Hvala vsem za povabilo, luštanje je bilo, upam, da tudi zabavno. In tudi dobra kava. Ja, pa salaj. Super.